SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo zdrav in dobrodošli v novem podcastu SBC kluba slovenskih podjetnikov. Tema, o kateri bomo danes govorili, je pa tista, o kateri bi morali govoriti ves čas in bomo govorili verjetno ne zgolj nekaj dni, tednov, mesecev, ampak leta, ker je to tema, ki pravzaprav poganja našo Slovenijo, svet. Elektrika, energetika in v tem tednu smo zdaj slišali, oziroma v prejšnjem, zdaj se bomo pa na referendumu odločili, ali bomo šli v izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Pa da ne boste mislili, da tudi če na referendumu rečemo da bomo imeli, prihodnje leto ali pa leta 2030. Ni tako enostavno. Pravzaprav tudi ta zeleni prehod, o katerem govori Evropska komisija pod Ursula von der Leyen, ni tako enostaven. In tudi sončne elektrarne pa vetrne niso tako enostavne. Gre namreč za zelo kompleksno temo, zato sem si v studio povabil tudi zelo usposobljene in kvalificirane ljudi. In sicer morda začnemo tukaj na moji levi, šefa Holdinga slovenskih elektrarn, en lep pozdrav. Pa dekana Fakultete za energetiko, en lep pozdrav. Lep pozdrav. In profesorja Rafka Mihaliča z Fakultete za elektrotehniko. Ja. Drži? Tako. Drži. Pa še poseben laboratorija, ne? Ja, sej to sodi zraven. Ja, vem. Hvala lepa vsem trem. Debata bo zagotovo prekratka, ker ste trije, pa vsak strokovnjak na svojem področju. Ampak če bi morda vsaj za začetek lahko vzel to napoved vseh slovenskih političnih strank, da se pa v nečem strinjajo. In to je, da je treba iti na referendum o jedrski elektrarni Krško o drugem bloku. Pa morda čisto prvi krog, a jo potrebujemo, ta drugi blok? Vsekakor. Mislim, da smo tudi tukaj mi enotni. No, vsaj nekje smo enotni. A jo bomo imeli do leta 2035? Ojoj. Mislim, da ne. To je pa... Veliki projekti so v Sloveniji izjemen problem, ker lahko, jaz imam občutek, da v tole kolesje lahko marsikdo nasuje peska, da se cela zadeva ustavi. Glejte tole hidroelektrarno Mokrice. Jaz ne vem, kaj si naj v vsem tem mislim. Zavezali smo se zelenemu prehodu, vodna energija je ena najboljših. Mislim, če vzameš sončne elektrarne pa nuklearno elektrarno, ki so ene sploh nenapovedljive, nuklearna bolj slabo prilagodljiva, pol so to, če daš zraven še vodne elektrarne, so to idealni plesni pari. Več bomo imeli vodnih elektrarn, več bo lahko sončnih elektrarn in tudi lažje bo vkomponirati jedrsko. Ampak ne. Holding slovenskih elektrarn je velika stvar. Vi skrbite za to, da mi imamo elektriko, da ima gospodarstvo dovolj, pa seveda smo zdaj tukaj že pri teh cenah, pa morda res najprej na te Mokrice. Kaj nam gre narobe, da se ne znamo dogovoriti? Zdaj ta prvi del sam toliko, da razčistimo, kje so potrebe, pa bomo potem lahko več govorili. Ja. Vsekakor imamo v Sloveniji težave z umeščanjem objektov v prostor, predvsem, ker vsak je strank v postopku in vsak se lahko pritoži in potem ne bi zdaj okrog tega, ker bi potem celo oddajo lahko temu namenili, ampak bi se strinjal s tem, kar je rekel profesor Mihalič prej. Mislim, mi rabimo vse vire. Eni pravijo, vse rabimo nuklearko, drugega ne rabimo nič. Drugi pravijo, vse bomo imeli sonce, drugega ne rabimo nič. Rabimo vse. Treba vedeti, da nuklearka bo, če bomo vse lepo naredili v Sloveniji, tako kot je treba, mogoče leta 2040. Blok 6 je predviden, da 2033 najkasneje gre v zaprtje, pa vprašanje, če bo takrat zdržal zaradi ekonomskega pritiska, tudi kvaliteta premoga z leti pada, pa tudi drugi faktori. Samo sonce, kot je že povedal, se ne gre, ne moremo rešiti vse zgodbe samo soncem. Vetra, imamo potencial, da bi lahko zgradili v Sloveniji, ampak zopet civilne iniciative na številnih lokacijah proti. Tako da je treba res delati na tem, da zgradimo vse, kar je možno vire in da imamo nek miks, ustrezen miks stabilnih virov, obnovljivih virov. Treba se zavedati, da pa glede na cenovne signale, ki so zdaj za naslednje leta, govorimo, da je recimo leto 2027 je pasovna energija že okrog 70 evrov na megavatno uro na trgu danes. Pri teh cenah ni tehnologije, ki jo lahko zgradimo z zahtevano donosnostjo. Mogoče kakšna vetrna elektrarna na res dobri lokaciji, že sonce je zelo problematično, ker je treba vedeti, da ko
z leti bo ta profil sonca vedno manj ureden napram pasu. Ne? Tudi če bo recimo cena pasovne energije 70 €, bo mogoče vrednost profila sončne elektrarne leta 2035 samo 40 € ali pa 45 €. Ker takrat, ko bo sonce sijalo, bo tega sonca dosti in takrat bo najcenejša elektrika. Ne? In temu se bo treba tudi vse omrežje prilagoditi, odjemalci navade in tako naprej. Ampak s pravim miksom sonca, vetra, jedrske, hidro bomo zgodbo speljali. Treba vzeti tudi obzir, da poraba z leti narašča. Racionalizacija porabe energentov vodi k elektriki. Ker če nekdo prej kuril na plin, zdaj pa bo recimo uporabljal toplotno črpalka ima izkoristek 1:4, 1:5, pomeni porabimo manj energije primarne, ampak porabimo pa več električne energije. Če bo le mobilnost, bo tudi večja poraba električne energije. Vse to se planira, da bi se nekje poraba električne energije do leta 2050 vsaj podvojila. Kljub ukrepom za učinkovito rabo energije. Tako da mi rabimo nove vire električne energije in mislim, da vsa ta dilema, ena tehnologija proti drugi, nima smisla. Je pa treba seveda prave karte na mizo in operirati s pravimi podatki, ne zavajani. Ne smemo to govoriti, da je nuklearka cenovno najugodnejši vir in to, če pogledamo, koliko je proti kakšni drugi tehnologiji cenovno ugoden, ampak recimo nova nuklearka, jaz mislim, da pod 120-130 € na megavatno uro bo težko zgrajena, če pogledam primere iz Anglije, Finske in drugje, in če vidimo, kakšne so trenutne prognoze za tržne cene, imamo ta razkorak. Ne? Ampak to je treba, jaz nisem proti, sem za to, da zgradimo nuklearko, ampak treba jasno vedeti, ja, je pa gap med tržno ceno in stroškovno ceno in na nek način bo treba to pokriti. In tukaj se moramo zavedati in zavestno v to stvar. Saj tudi pri soncu je treba pokriti gap, ker brez subvencije tudi sonca ne bo. In tudi pri hidro bo težko brez subvencije se zgradilo hidro. Ne? Pač nekdo mora kriti en del stroškov in to je zdaj tudi glavni, če si dovolim še to, kaj je glavni problem trga danes. Da trg dobro funkcionira, zelo dobro na tem kratkoročnem, za dan naprej optimizaciji, ampak ne daje pa ustrezni cenovnih signalov za naprej. In ker so cene na trgu predvidevno nizke, se nič ne gradi in države grejo subvencije. Se pravi, cena električne energije na trgu ne pokriva več stroškov, ampak se del stroškov pokriva skozi subvencije. Ampak vse to pa seveda vpliva na strošek končnih porabnikov. In vemo, kam to pelje, če se nič ne gradi. Bom kar nadaljeval, ko ste rekli, kakšne so torej trenutne razmere v Sloveniji, ko govorimo o samozadostnosti, samooskrbi in kaj je treba, ker vem, da vi pa s svojimi strokovnjaki na fakulteti vendarle to gledate in učite te nove kadre. Kaj nas čaka, kaj moramo narediti in kako hitro? Ne? Ja, tu bi izpostavil 3 dejstva, ki sta že kolega pred mano omenila. Prvo dejstvo je, da se moramo zavedati, da električna energija ni dobrina, ampak je tržno blago in se tako tudi obnaša. Torej, večje kot je povpraševanje, pa seveda gledano tudi večje kot je ponudba, potem je cena odvisna od ponudbe in povpraševanja. Seveda, če je ponudbe več, kot je povpraševanje, je cena nizka, če je ponudbe manj in je povpraševanje več, je cena višja. In ravno to, ko je bilo omenjeno, s tem se oblikuje pol tudi tista trenutna cena na borza. Vemo, da tudi v nekih trenutkih je lahko celo negativna. Ne? No in to vpliva potem vse na to kalkulacije, ali graditi objekte, elektrarne ali ne. Kar je pa seveda drugi vidik. Dolgoročno se vsak energetski objekt vsekakor izplača, ker to so objekti, ki bodo živi vsaj 20, 30, če ne 50 let. Ne? To je prvo dejstvo. Potem drugo dejstvo je jedrsko elektrarno 1 ali pa nuklearno elektrarno Krško, ki jo imamo trenutno, smo zgradili v 10 letih. Torej od trenutka, ko smo se odločili za gradnjo, do priključitve na omrežje je trajalo 10 let. Torej se da, imamo ta znanja. Seveda, zdaj so drugi postopki, verjetno bo tu 5 do 10 let to daljši postopek, kar se tudi napoveduje. Ne nazadnje pa, tako kot je že bilo omenjeno, tako kot v življenju, tako tudi v energetiki rabimo res dober miks proizvodnih enot. Ne moremo staviti vse samo na eno karto, ali jedrsko, ali obnovljive, ali samo hidro, ali kakšnekoli druge vire, torej moramo imeti zelo dober miks, kot smo ga imeli tudi v sami osamosvojitvi, kjer smo zdaj poznamo ta miks tretjin, 1/3 jedrske, 1/3 termo, 1/3 hidro in ta miks moramo ohraniti. Ne glede na to, kaj se zgodi,
Vemo, da še imamo vse ostali 2/3 na voljo, ali kakršnekoli pride do suše, pride do izpada jedrske elektrarne, tako da to moramo ohraniti. Ne? In tu so. Termo ugasnemo, ne? Ker to zdaj vendarle gre v to smer, da zeleni prehod pomeni manj termo. Ja. In zdaj vse nadomestiti samo z jedrsko, bo pa zopet problem, če pride do neke okvare na jedrski ali pa remont na jedrski. Dobro vemo, kaj se je zgodilo v lanskem letu, ko je bil načrtovan remont oziroma ko je bila težava, ne? Ko je bilo zaustavitev, smo bili seveda skoraj da 100% odvisni od uvoza. Ne? Torej moramo imeti ostale vire tudi. Ne? Zdaj, kateri so to viri, govorimo seveda predvsem o jedrski, potem vodni, sončnih virih, ne? In jaz še vseeno stavim na nek del tudi termo preko plina, ne nazadnje, ali pa pri izdelave vodika. Čez 10 let se bo vse pozabilo, kar je bilo, v preteklosti smo gradili te plinovode, Nemčija, vse. In jaz mislim, da tu še pred leti smo se pogovarjali o južnem toku plinovoda, zdaj je seveda pač zaradi vseh teh političnih razlogov to ustavljeno, ampak verjamem, da se bo enkrat slej ali prej moralo te stvari spet vzpostaviti. Ko vas človek povabi takole v sredino, ko govorimo o prihodnosti, vam vedno očitajo, vi ste pa tisti, ki pa dvomite v ta zeleni prehod in pokažete še drugo plat. Ampak kakšna je ta druga plat? To, da tudi te zelene tehnologije, ko govorimo o sončnih panelih, o teh vetrnicah, vendarle nastajajo iz kovin, ki se kopljejo daleč stran, da vendarle ne morejo pokriti vsega, kar zahteva. Kaj je tisto, kar je treba tudi povedati, ko govorimo o tej zelenem prehodu? No? Ja, o tem bi se dalo zelo dolgo govoriti. Najprej, če začnem čist od začetka. Že sam razlog, ki so ga politiki pograbili kot izgovor za zelen prehod, je znanstveno, fizikalno temelji na toliko lažeh in zavajanjih, da je v bistvu že sama osnova trhla. Nekako najbolj to v bistvu ni bil začetek, začela je Margaret Thatcher, ampak v bistvu nekako ko je pa cela zadeva prišla v javnost, je pa znamenita Al Gorova hokejska palca, da se bo planet skuhal. To je v bistvu popolnoma izmišljena zgodba. Ampak prav je, da gremo na razogljičenje. Namreč, če gledamo nafto, od druge svetovne vojne naprej, tudi sam potek druge svetovne vojne je krojila potek zgodovine, in to ne v pozitivnem smislu. Nafta oziroma neenaka distribucija nahajališč nafte. Večino vojn v zadnjih desetletjih je zakuhala v bistvu dostopnost do nahajališč nafte. Kot veste vsi, Amerikanci so zelo veselo šli uvajati demokracijo v naftno bogate države, medtem ko jih kakšna demokracija v naftno revnih državah, ta pač tiste, ki je nimajo, jih ni čist nič brigala. Ne nazadnje bo nafte verjetno prej ali slej tudi zmanjkalo, verjetno ne pravzaprav zmanjkalo, ampak vedno težje jo bo pridobivati. In iti na razogljičenje, iskati nove tehnologije je prima zadeva. Ampak največji problem pa je, če se nekako ta cela zadeva zastavi arbitrarno, tako kot smo imeli, kot so bile v Sovjetski zvezi tistele 5-letke ali 10-letke, se ne vem koliko letke, ker so enostavno sklenili, da tako bo. In približno tako funkcionira zdaj Evropa na področju zelenih virov. Se pravi, ne stavi na intuitivnost in samo nekako, da se cela zadeva razvija evolucijsko kot nek trg, kot so se recimo razvijali bencinski motorji, pač tehnologija oziroma cela naša sodobna civilizacija, ki pravzaprav skoraj temelji na nafti, ampak nekako probajo to z nekimi zapovedmi, pa z nekimi čudnimi zakoni, pa kuponi prisiliti. Ne gre. Jaz se bojim naslednje, pravzaprav niti se ne bojim, ampak
nekako sumim, da lahko do naslednjega pride. Ne? Če ti preveč siliš eno stvar, se bo prej ali slej zalomila. In če se zalomi, ljudje smo taki, ne, da ko se enkrat zalomi, nočemo več tega. Ne? In to sem jaz tudi svojemu dekanu, ki je eden boljših znanstvenikov za sončne celice, vsekakor njegov laboratorij vodilni v Sloveniji, sem mu večkrat rekel, fantje, počasi. Ker z evolucijo, z konstantno rastjo se bo dalo. Če pa hočete revolucijo, sam en blackout, takšen pošteni na širokem področju Evrope, pa se izkaže, ali pa tudi ne, čistočno, da so krive sončnice ali vetrnice, je game over. Tega se zavedajte. Ne? Tukaj vejico narediva, pa dava sem Točno. besedo. Ne? Zdaj smo pri tej evoluciji. Holding slovenskih elektrarn pa to evolucijo vendarle pelje, ker dejstvo je, da se ozračje segreva. Zdaj zaradi česa se zdaj ne bomo pogovarjali, ampak To ni dejstvo. ne? Ne. Temperature so vsako leto višje. Ne? Niso. No, so, ampak ne bo. Ne, bomo, ne. niso. Lani je bila izmerjena povprečna najvišja temperatura v zgodovini meritev. Ja, v postajah v mestih. Ruralne so pa pustili na miru. To so toplotni otoki. Niso. Dobro, vendarle je ta evolucija pa pomembna. Ko sem prebiral te podatke, naprimer, lani je bilo ustvarjeno, mislim, da 50% več energije iz obnovljivih virov kot pa leto prej. Vendarle Evropa tukaj gre naprej in tudi Kitajska, ki jo sicer tako radi imamo, ko govorimo, da so zelo odvisni od svojega premoga, tam enormne vsote vlagajo tudi v sončne celice in vse tako naprej. Kakšna je ta pot? Je odgovor na to, kar pravi profesor na tej strani, doktor, vendarle neka evolucija? Ne, jaz mislim, da je pot prava, da gremo v smeri novih obnovljivih virov. Treba se zavedati, da s tem, ko inštaliramo nove sončne elektrarne, vetrne elektrarne, tudi zmanjšamo uvozno odvisnost energentov. In Slovenija kot država in Evropa kot pač skupnost držav. Tudi mnogi so okrivili, da recimo je bila problem, ko je bila energetska kriza leta 2022 obnovljivih virov. Če bi imeli manj obnovljivih virov, je bila ta kriza še večja, ker bi imeli še manj proizvodnje iz obnovljivih virov, imeli še večjo težavo, ker ne bi bilo plina. Težava je bila to, da so predvsem Nemčija šla v to politiko, da je zapirala termoelektrarne, zapirala Tudi nuklearne jedrske, elektrarne in se bazirala na plin, ruski poceni plin, ki kako pa seveda ga ni bilo, so bile težave. Ne? Če bi imela še manj obnovljivih virov, imela še večje težave. Problem obnovljivih virov je ta, da so, bi rekel, nestanovitni oziroma težko napovedljivi in da v trenutkih, ko jih ni, rabiš druge vire. Elektrika pač se ne da na zalogo. Tako kot je rekel prej profesor Mihalič, dihati moramo stalno. Ne moreš dihati na zalogo, da si včeraj se nadihal, danes pa ne bom dihal. Ne? Ravno tako je elektrika. Ko jo rabiš v vsakem trenutku, toliko kot jo porabi, mora biti proizvodnja. In tukaj rabiš potem načine, kako zagotoviti to proizvodnjo v trenutkih, ko ni obnovljivih virov energije. Ena možnost so klasični viri, se pravi nuklearke, termoelektrarne, plinske elektrarne, rezerva in podobno. Drugo so pa shranjevalniki energije. Tega pridemo potem na črpalne elektrarne, kjer tudi imamo projekte, recimo črpalna elektrarna Kozjak, na pobočju Kanina so tudi projekti, ena velika črpalna se gleda zdaj, ki bi bila tudi za namene zagotavljanja pitne vode iz vzdrževalnika Vogrsko na Trnovsko planoto, potem so na področju Trbovlja tudi plani, če se bo zgradila veriga, upam, da se bo, ko se bo zgradila, ne, ko se bo zgradila veriga še dodatnih 3 elektrarn na Srednji Savi, kjer je tudi lokalna skupnost to podpira. Skratka, projektov tega je mnogo, tako da niso samo baterije tiste, ki so shranjevalnik energije. Tudi če gledam, črpalna elektrarna je na shranjeno energijo 3 do 4-krat cenejša od baterije. Je pa res, da ima črpalna elektrarna približno 25% izgube, medtem ko pa baterije precej manjša, ampak suma sumarum, ko gledaš ekonomiko, ja, za večje količine spraviti energije so črpalne. Tudi danes nismo še ne dotaknili vodika. Bi morali tudi, kako to letno energijo shraniti za daljše obdobje, zimsko. Ne? Tudi tukaj so vodikove tehnologije, ki so zaenkrat še drage, imajo slabe izkoristke. Moramo vedeti, da če želimo sončno energijo spraviti v vodik, pa potem nazaj v elektriko, dobimo ven približno 1/3. Še manj kot tretjino elektrike od tega, kar je bilo proizvedeno. Tudi če je sončna, recimo, bo po 40-50 evrov, ko je enkrat transformiraš tisti del, ko je ne boš porabil, ko jo transformiraš in daš v zimo, te bo samo iz vidika transformacije stal 120 evrov. Če boš dal, ali pa več, pa če boš dal še stroške investicije in to seveda
je še kaj zraven od elektrolizerja. Ne? Ampak tudi teh tehnologij naprej. Evropska unija tukaj investira ogromna sredstva v podporo te tehnologije in verjetno bo razvoj, bo izkoristki šli gor, bo se pocenila. Ampak to je trend, ki gre in jaz ne bi zdaj odpiral debato, ali je res CO2 kriv za podnebne spremembe ali ne. Evropa se je odločila, da gre to in verjetno mi trije tega ne bomo spremenili. In spravi, če je to trend, če so tako zakonodaje, če so uvedli CO2 kvote, se zdaj upirati in reči, ne verjamem, zato bom šel kontra temu. Ne. Dejstvo je, če so uvedli CO2, so uvedli z namenom, da želijo znižati proizvodnjo v termoelektrarnah. In se upirati in povečevati in graditi nove termoelektrarne nima smisla, ker gremo proti toku, proti ideologiji in proti namenu, da se in vedno ta CO2 bojo tako vedno postavili ceno oziroma z regulacijo, koliko bo kuponov na trgu, da se ti ne bo splačalo delati termoproizvodnja. In to je namen in zdaj proti temu se ne moramo boriti. No, ravno pri teh cenah, vedno se pa vse vrti okrog cen. Gospodarstvo je konkurenčno, odvisno seveda od cene energije. Vemo, kaj se je zgodilo, ko se je začela vojna v Ukrajini, tako je bila največja panika, plina poceni ni več, tudi elektrika je kar naenkrat poskočila, potem so bile te subvencije. Kakšne so cene? Kaj je tisto, kar se nam najbolj izplača? Naprimer, prebral sem v neki ribiški vasici v Veliki Britaniji, v Angliji, kjer so včasih lovili seveda ribe, rib potem ni več, so postavili te vetrne elektrarne in tam poskrbijo za 1 400 000 gospodinjstv s temi vetrnicami. Ampak je to zdaj dobra cena te elektrike, ki jo vetrne elektrarne skupaj s to podporo naredijo ali ne? Ja, moramo pogledati tudi demografsko sliko. Slovenija temu ni primerna, da bi postavili takšno število. Ja, mi imamo 3. Ja. Vsekakor, če se gleda v Evropi, kar se zgodovinsko sedaj vidi, Francija, samo jedrska država, ima bistveno nižjo ceno električne energije kot Nemčija, ki je recimo država zelenega prehoda obnovljivih virov. In tudi koliko se je vlagalo v ta zeleni prehod, je tudi pomembno videti. Tako da seveda so tu obojni vidiki in je treba to nenazadnje upoštevati. In mi bomo to morali tudi, na koncu bomo državljani plačali vse ta zeleni prehod, vse to tako imenovano tranzicijo tega prehoda, novih tehnologij, to bo na koncu na plečih davkoplačevalcev. Na računih položnic. Samo pokomentiram mogoče to malo mantro, da je Francija ima najcenejšo elektriko. Dajmo ločiti cena na trgu električne energije pa cena za končne odjemalce. Cena na trgu električne energije ima Francija višja kot Nemčija. Tudi v letu 2022 je imela celo višje kot Italija. Je imela težave s svojimi nuklearkami, je uvažala celo energijo iz Italije in na letni nivo je imela celo, mislim, da najvišjo, med najvišjimi cenami v Evropi na trgu. Je pa res, da nukleark ima kup nukleark, ki so pač amortizirane in strošeni in oni imajo sistem, da del energije dajo direktno industriji, pa del za gospodinjce in to. In zato je končna cena električne energije med najcenejšimi za odjemalce. Po drugi strani, če pogledamo Nemčijo, Nemčija ima pa med najcenejšimi električno energijo na trgu, na debelo, spravi na trgu, samo kot električno energijo. Ampak energija, strošek energije za končne odjemalce, predvsem za gospodinjce, je pa, mislim, med največjimi v Evropi. Ravno zaradi tega, ker ima toliko subvencij za obnovljive vire, zdaj sem bral ravno včeraj, 16 milijard bojo dali v naslednjih letih za subvencijo za izgradnjo novih plinskih elektrarn, zato da bo to backup, se pravi nadomestilo obnovljive, ko ne bo proizvodnje in bo elektrarne plinske stale in bo samo zagnane takrat, ko bo potrebno. Ampak to mora nekdo plačati. In plačajo odjemalci preko posebnih prispevkov, mrežnin, dodatkov in tako naprej. In potem končna cena za odjemalca je pa večja. Tako da moramo biti malo vedeti, o čem se pogovarjamo, ali ceni za odjemalce ali ceni na trgu. Se ravno poslušalce predvidevam, da zanima končna cena, ki jo plačujejo kot osebe, gospodinjski odjemalci. In tu se ravno to vidi, da seveda, z vsemi temi prispevki, tudi v Sloveniji smo že leta 2008-2009 začeli s prispevki za obnovljive vire energije in za soproizvodnjo toplote in električne energije, in tudi na položnicah se pri nas v gospodinjstvu ravno to kaže, to subvencioniranje tako imenovanega zelenega prehoda, kjer v Sloveniji lepo vidimo 2 bistvena vala gradnje sončnih elektrarn v letih 2008-2009 do 2012, pa potem zdaj v zadnjem obdobju 3-4 let, ko je bila ta samooskrba, in to nenazadnje potem plačujemo gospodinjski odjemalci na svojih položnicah. Vi ste rekli, da če bi Evropa vse te subvencije, ki jih zdaj dajo v te zelene energije, usmerila morda v jedrsko ali karkoli, da bi se pa bolj izplačalo. Kako bi
vi prišli do, ali pa kakšna je vaša ideja, kako bi prišli do te cenejše energije za odjemalce? Zdaj, jaz nisem strokovnjak za trg, ne, in na te denarne zadeve gledam bolj takole, ne vem, če je prav, če ni prav, ampak poskušam si jih na podlagi zdrave kmečke pameti predstavljati. Ne. Kar se tiče te cene, to je polje za manipulacijo, kolikor hočeš. Ne. Zdaj, tudi če rečeš, zdaj bomo pa imeli energijo, ki bo subvencionirana. Ja, fino subvencionirana je, ne? In vsi bomo veseli. To je glih tako, kot če bi ploskal v bankomatu za to, da ti da denar ven. Ne? To pa plača te subvencije. Mi jih plačamo. Z levega žepa nam nešče, recimo vlada, se ne vlada, ampak karkoli že, nam denar vzame, pol nam ga pa milostno nekaj da nazaj, ne? In mi smo vsi navdušeni. Tudi te cene električne energije, ki se propagirajo za recimo obnovljive, in slišiš, recimo sončna energija je najcenejša, to se pogosto sliši. In metodologija, bom kar povedal, da sem tole pač prebral, pa sem se napiflal, kaj je že tisto levelized cost of electricity, ja. Tole se uporablja, ne. Ampak to je popolno zavajanje. To je glih tako, kot če bi vi kupili avto, vse ostale stroške bi pa zanemarili. Predstavljate si en tipičen izvod v Sloveniji, 30 bajt imate gor postavljenih. Ne? Prvi 2, 3, nič več v povprečju, dobijo dovoljenje od Elektra, ne prvi 2, 3 po vrsti, ampak tisti časovno. Dobijo dovoljenje od Elektra, da postavijo sončno elektrarno, ne? Pride 4, jaz bi tudi imel. Ja, ne, ti pa ne moreš. Kaj ti, če bi ti hotel, moramo kompletno tisto hrbtenico ojačati in trafo moramo ojačati. Se pravi, on bi za to ojačanje dal, ne vem, zmišljujem še 5 ali 10 več kot za svojo elektrarno. In če bi že to dal, pol bi spet bilo za enih 5-6 odjemalcev. 7 bi spet moral plačati. No in tole se takoj vprašamo, kaj je za strošek? Kaj je za strošek? To je omrežje, ne? Čeprav Ja. razumem. In kdo to naj plača? In jaz bi tule, če je to javno, bi jaz javno izpostavil, kje je tu enakost pred zakonom. Prvi 3, ki pridejo, izkoriščajo inherentno predimenzioniranost omrežja, ki pač mora biti zato, da cela zadeva sploh lahko funkcionira, in v bistvu ne plačajo nič posebnega. Vsi ostali pa si ne morejo tega privoščiti, ampak omrežje smo plačali vsi. Tule bi se nešče moral vprašati za to. Se strinjam, da je treba poštevati tudi stroške omrežja, ampak so relativno majhni proti ostalim stroškem izgradnje, ampak ja, vplivajo. Ampak da ne bo izpadlo, da ima ta problem sa obnovljivi viri. Jaz še enkrat bom rekel, praktično vsi viri energije, ki jih danes lahko gradimo, rabijo tako pa drugačno obliko podpore, da bo zgrajeni, ker če ne, ekonomike nimajo, vključno z nuklearko. Ni novega objekta, ki je bil zgrajen v zadnjih letih ali trenutno izgradnji v, bi rekel, zahodnem svetu, ki bi pri teh cenah lahko izkazoval pozitivno ekonomiko. Zato tako ali pa drugače bojo vsi te rabili. Ampak to je dejstvo, zato ker cela Evropa ima subvencije za izgradnjo, zaradi tega, ker ima subvencije za izgradnjo, vsi tudi bodoče pričakujejo, da bo subvencije za izgradnjo, zato bo toliko virov izgrajenih, in ker bo toliko virov izgrajenih, bo toliko ur, ko bo cena bo viška in bo cena zelo nizka, in samo malo ur, ko bo cena zelo visoka. Ta nihanja se bo povečala, ne? Zato potem bo to prilika tudi za črpalne in ostale baterije, da premikajo energijo. Ampak vsi bojo rabili neko subvencijo, spravi cena, zato bo, in to, kar se dogaja v Nemčiji, bo tudi drugje, da bo cena na wholesale trgu bo relativno nizka, ampak cena za končnega odjemalca pa večja, ker bo več teh subvencij, ki bo treba tako ali drugače zbrati. Ampak to je, zdaj ne bi rad, da to izpade, da je to problem samo obnovljivih virov, isti problem bo imela nuklearka, isti problem bo imeli drugi. Seveda so, kje mogoče nuklearke cenejše, Kitajska ali pa Rusija, ker gradijo tipske, pa 50 ene za drugo, pa enake, pa tudi malo drugačni varnostni sistemi, pa drugačni. Pa če govorimo, pa škoda, ker ni kolegov z G-energije, ki bi lahko to bolj podrazložili, ampak če govorimo o elektrarnah, recimo francoskih, nemških ali pa mogoče tudi korejskih, pa težko verjamem, da lahko pridemo na tako ceno, da
cene, ki so predvidene zdaj tržne, da lahko zgradimo brez, vsaj na izkušnjah Francije, mislim, v izkušnjah Anglije pa Finske, bi rekel, da ne, pa tudi Amerike. Ja, to je prikrito subvencioniranje industrije in vsega ostalega, ne, ker po tehle zakonodaji ti ne smeš dati denarja tovarni, lahko pa subvencioniraš energijo, ki jo pol ta tovarna Tukaj prijemo pa na to porablja. debato, koliko rabimo in koliko želimo v Sloveniji. Tako da bo treba doreči en minimum, koliko želimo posameznih virov med Sloveniji, zato da smo energetsko dovolj samozadostni, zdaj ali je to 80%, 90%, 100%, 120% je treba pač odločiti. Drugo je pa potem, kar se da še ekstra zgraditi na trg, ker je ceneje kot recimo so tržne cene v regiji in da je lahko prodajaš z dobičkom. Ne? Ampak tisti minimum bo treba pa zagotavljati in Zdaj smo kaj na 70%, približno 80%. odvisno od hidrologije. Gibljamo se med 90 in 70%, odvisno od Ampak to je energija na letni ravni, ko se pogovarjamo, ne pa trenutna moč, ki je pa večji problem pri samem upravljanju elektroenergetskega omrežja. Ne. Ampak če smem dodati, ne, v bistvu vsi ti energetski projekti ali pa gradnje elektrarn v Sloveniji, to morajo biti državni projekti, z državnim soglasjem, državnim subvencioniranjem, kakorkoli, se to ne nazadnje vpliva tudi potem na cene na položnicah gospodinjstev, na cene, ki jo plačuje industrija. Industrija je lahko s tem bolj konkurenčna, če imamo ustrezne zmogljivosti dobave električne energije in drugih energentov. Ne? In vse to se potem pozna na končnih dobrinah državljanov Republike Slovenije. No, saj to, a ne, gospodarstveniki na primer so zelo odvisni od cene energentov, a ne, in oni kupujejo na prostem evropskem trgu, ker to moramo pač povedati, da mi smo del Evropske unije in je ta prosti evropski trg, ko se prodaja in kupuje elektriko, že za leto, dve naprej. A ne, če bomo, ne vem, zgradili jedrsko elektrarno ali pa če bomo imeli dovolj obnovljivih virov, če bodo termoelektrarne delale, če bomo samo zadostni, to pomeni kaj, da imamo lahko ceno nižjo, kot nam jo trg ponuja. Če mogoče pa komentarijo, ker sem ravno to imel debato z gospodarstvom pred kratkim. Glejte, dve stvari rabi gospodarstvo. Ena konkurenčnost napram drugim konkurenci v Evropi, drugo pa svetovnemu gospodarstvu. Zdaj, če se pogovarjamo o konkurencu glede na svetovno gospodarstvo, mislim, da bomo težko konkurenčni, ker Amerika je daleč od teh ciljev in tam je plin po 5 evrov ali pa 10 evrov, pri nas pa po 30. Če govorimo o ceni energije v Kitajskem, pa še kje drugje, smo tudi daleč, tako da Evropa bo pa še težko konkurirala glede cen energentov ostalim državam, seveda zdaj razmišljajo o uvoznih dajatvah, tisti držav, ki nimajo CO2 in podobne stvari, ampak to je ena opcija, ampak vprašanje, koliko se oprimna. Druga stvar je pa konkurenčnost napram drugim državam znotraj EU-ja. Tukaj pa je stvar relativno enostavna. Če bomo imeli več proizvodnje in bomo izvozniki, bomo imeli nižjo ceno kot sosedje. Če bomo važali, bomo imeli ceno više kot sosedje, ker vedno elektrika gre iz nižje cene proti višji in avtomatsko, če imaš voznik, imaš više kot sosedje, če si izvoznik, imaš ceneje kot sosedje. Omenili ste, a ne, da mora biti to državni, seveda, nek načrt. Škoda morda, ker smo v preteklosti našo jedrsko elektrarno delili s Hrvati, danes bi nam prav prišlo, a ne? Morda bi bil ta za poklicati pred kakšno sodišče, ne? Ker smo dali največjo dobrino, ki jo lahko damo, ampak okej. Nekateri gospodarstveniki, tudi naprimer Igor Akrapovič, so rekli, kaj pa če bi šli po finskem modelu, kjer pa gospodarstvo tudi samo sofinancira izgradnjo nekaterih velikih kompleksov, naprimer nuklearke, je to tudi rešitev. Govorimo sicer o več milijardah evrov, ampak vendarle gospodarstvo, samo Slovenci imamo 23 milijard evrov nekje, ne vem, pod polštrom, ampak ne, zdaj prodajamo obveznice. Kaj pa, če bi tako dobili ta denar, ne? Ker tukaj govorimo o velikem vsoti denarja. Ne? Je to tudi model? Ja, vsekakor, no, ta projekt JEK2 vodi Gen energija, ne, tako da oni so pravi sogovorec za to, ampak stališča recimo izobraževalnih inštitucij pa iz vidika nekega gospodarskega načina so to modeli in koliko razumem tudi kolege iz Gen energije, da se pripravljajo to vrstne variante možnosti tega sofinanciranja oziroma vlaganja tega denarja. Seveda bo pa to ustrezno oblikovano, ko bo znana tudi potem celotna finančna struktura, pa potem tudi gradnja. Mogoče bi se na tej točki vrnil predvsem na to, ko je bila debata za JEK2 o moči nove jedrske. Vemo, da smo šli zdaj na večjo jedrsko elektrarno, 1200 megavatov, ne? Mogoče tukaj razmišljanje predvsem ta zanesljivost, ne, obratovanja. Vemo, da bo to zopet en blok, kar pa pomeni, če bo prišlo do remonta, bo toliko in toliko energije takrat ne bo. Ne?
In mogoče razmišljati, vem, da seveda to potegne dodatne stroške, dodatna osebja, finančno verjetno večje, 2 manjša bloka po 600, ne, da imamo več teh zmogljivih kapacitet, povečamo zanesljivost dobave električne energije, če je ena izmed blokov v remontu, lahko drugi obratuje in tako, ne. Moramo se zavedati, Slovenija je res, če gledamo geografsko, ima porazdeljene proizvodne enote skoraj da idealno, ne. Imamo reko Dravo, imamo hidroelektrarne, Sava, Soča, potem imamo jedrsko elektrarno, termoelektrarno in to je porazdelitev po površini kot Sloveniji v bistvu skoraj da idealno, ne. In tukaj bi na tem morali graditi, da ta energetske bazene ohranimo. Zdaj rataš ampak bom probal biti hiter. Če začnem s PPA oziroma da gospodarstvo vključi, tukaj že, kar vem, tudi se dogovarja že gospodarstvo z Genom, tudi mi se pogovarjamo z gospodarstvom za druge projekte financirati. Kaj je problem? Ponovadi se to imenuje power purchase agreement, se pravi za dolgi rok, da nekdo zakupi elektriko po znani ceni. Druga zgodba je, da lahko to vstopi v lastništvo, ampak ta je verjetno manj verjetna. Ampak v vsakem primeru, kaj je težava? Če govorimo o nuklearki, bi moralo gospodarstvo zdaj se skleniti pogodbo, da bo po letu 2040 za naslednjih 30-40 let kupovalo elektriko po taki in taki ceni. Prvič je tukaj riziko, kje bo ta cena napram tržni, drugič je riziko izpolnitve tega zaveze pogodbe, ne. Prvič to garantira z bančnimi garancijami, je to drago, drugič je, kdo garantira, da bo ta podjetje, s katerim skleneš pogodbo, čez 30-40 let sploh še obratovalo. In so riziki veliki in tukaj se išče rešitev tudi na nivoju Evropske unije, kako te power purchase agreemente zavarovati, iskati nove inštrumente, ki bi omogočali večjo uporabo tega in spodbujanje virov proizvodnje. Drugo, kar se tiče velikosti samih nukleark, ne bi tukaj preveč debatiral, ker najbolj vejo kolegi iz nuklearke, ampak se moramo pač pogledati, tudi omejiti na to, kar na trgu proizvajalci delajo, ne morejo razvijati nekega modela nižjega, manjšega samo za nas. Možno je tudi rešiti s tem solastništvom, se pravi, da vstopi tudi nek drugi partner noter in iz drugih držav, recimo, ali pa druge državne podjetja in s tem del finančnega rizika prevzemejo nase. Seveda pa treba narediti tako, da ne bo več prevzem na zunanji strani meje, ampak prevzem Slovenije, ker potem ni važno, kdo je lastnik. Energija je v Sloveniji in čim iz Slovenije energijo zvažaš ven, je ceneje kot sosedih, ne. Tako da to je en model, kako razpršiti tveganja. Tretja zgodba teh manjših reaktorjev so pa te SMR-ji, ne. Mi smo skupaj z Genom, pa ministrstvo je nosilec, že se prijavili na tak projekt, Phoenix projekt, kjer smo dobili odobritev strani ameriške vlade, da nam sofinancirajo študije. Ja. Bilo je že včeraj sem en dopis, ampak to smo že nekaj časa nazaj, so že sporočili in se pa že tečejo pogovori, kako se bo delati študije, ravno teh small modular reactors. Tukaj so pa od velikosti nekaj 10 MW ali pa nekaj 10 MW pa do 300 MW recimo velikosti. Porabni so načeloma tudi, ker lahko postaviš v mesto, zraven mesta, pa imaš tudi ogrevanje lokalno, se pravi še kogeneracija in ostale prednosti. Seveda pa tudi tukaj prvi poskusni naj bi delal tam okrog leta 2030, potem je preden dobiš dovoljenja, vse bi rekel, zakonodajno in vse stvari, pa ne samo v vseh državah, traja, tako da pred 2040 v teh verjetno ne bomo mogli postaviti. Je pa različne tehnologije, od reaktorjev, ki so v soli, do take, kot so tej pomanjšani, ampak to je še tehnologija, ki je. Se vlaga precej upa v njo, ampak ni še razvita v take mere. Zdaj plačujemo precej milijonov za kupone, a ne? Ti si kupiš, da si zelen, pa potem plačaš te kupone, ampak dejstvo pa je, da bomo mogli te 6 ugasniti. To nam veleva Evropska unija, to je jasno tudi po premogu, pa vse tako naprej. Kaj pa do takrat? Kaj torej narediti? Kakšna je vaša ideja? Ali pa kako to gledate, pa bomo potem tudi ta krog naredili, ker dejstvo je, da se nam nekaj dogaja že zdaj, oziroma se nam v kratkem roku, potem referendum in izgradnja jedrske elektrarne v drugem, pa ta Phoenix projekt seveda tudi, pa potem 2030, 2040. No. Sprašujete, kaj med zaprtjem Teša in novo? To je vprašanje za $1 milijon, ne? Pa milijardo, a ne? Ja, kakorkoli. To se že ponavljam, ne? V energetiki ne moreš nič hitro narediti, ne? Ne glede na to, koliko denarja pol imaš, ne? Sej veste, ne? Mislim, to je Oppenheimer rekel, gospod predsednik, z 9 žensk ne morete v enem mesecu dobiti otroka, ne? Na tele stroške jaz gledam takole, ne, tale ekonomika jedrskih elektrarn pa na tole na dolgo rok, tole v bistvu zelo težko z ekonomskimi kazalci
obravnavaš. Kakorkoli obrneš, tudi v bistvu vedno prideš na obrestni račun in nekako potem na neto sedanjo vrednost. V bistvu so tole obrestni račun, to je eksponencialna funkcija. In v začetku, takle prvih par let, je vse v redu. Ne? Zdaj, če ti začetnih pogojev pa zunanjih vplivov nisi glih zadeval, ampak še vedno si nekje v okvirih. Ampak ta funkcija, čisto matematično gledano, ima pri velikih vrednostih ene take prav neverjetne lastnosti. Ne? Nimamo časa, da bi razlagal tisto štorijo o Zlatniku in Kristusovem rojstvu, ne? Ampak kasneje o tem. Kar je na 10 let, ti v bistvu s tako funkcijo težko upišeš. Z malimi razlikami pa predpostavkami ti na koncu dobiš čisto drugačne vrednosti. Nuklearke naj bi pa živele 60-80 let. Ne? Zdaj si pa vi predstavljate, da vi delate nekaj, kar 40 let ali pa 60 let živi tik pred prvo svetovno vojno. In zdaj ti poskušaj ekonomsko ovrednotiti investicijo. Pol se je zgodila prva svetovna vojna, pol se je zgodila druga svetovna vojna, pol je bila hladna vojna, pol je bila korejska kriza, pa še tamle se je med obema vojnama zlom borze zgodil. In zdaj boš ti nekaj računal, kaj se ti splača, pa ne splača za 40 let. Ne. To mora biti strateška odločitev. V bistvu, kakor je kolega Štokler rekel, ja, ta elektrika je verjetno draga, ne. Ampak jaz mislim, da tu ne gre za stvar, zdaj, a bo cena taka ali bo taka, tu se gre za to, a bomo ali ne bomo. To je strateška odločitev za naslednje generacije. Tule zdaj računati nekaj je vprašljivo, ne. Dobro izhodišče mi je dal. Nekoč sem bil na neki okrogli mizi, kjer so povedali, ker so se naši starši odločili, da bodo zgradili, ne vem, UKC, pa NUK, pa univerze, pa jedrsko elektrarno, vi, se pravi moja generacija, danes to uživa. Če se bomo mi, naša generacija, odločili, da bomo zgradili, ne vem, morda NUK 2 res, nekoč pa potem novo jedrsko elektrarno, pa nove hidroelektrarne, bodo morda naše generacije to uživale. O tej strategiji, HSE je kakšna ta strategija za naslednjih 5 let morda? Vse se strinjam s tem, kar je Rafko povedal. V bistvu, mi, če mislimo, da nekaj moramo zgraditi, ne glede kaj kaže zdaj kazalci, ampak moramo pa jasno se natočiti čistega vina, da bo potrebno, ker obstaja trg in na trgu bo toliko prihodkov, da bomo potrebovali dodatne vire, kjer se bo to financiralo ob izgradnji ali pa kasneje pri obratovanju, in to je to. In to rabimo za vse. In za obnovljive vire, in za nuklearko, ampak je treba doseči konsenz, kaj rabimo, in dati jasno na mizo, toliko milijard, toliko milijonov letno ali karkoli bomo rabili. Kar se pa tiče, bom probal brez preveč formul pa diagramov, ampak jaz ne vidim tako črnogledo, da ni možno iz 2 stvari do leta 2040, da zvozimo. Seveda pa bo treba javno mnenje prepričati, da ni nasprotovanja za hidro, za vetra, za karkoli, in da moramo stvari potrebujemo. Vsak objekt, ki ga umeščamo v prostor, ima neke posledice. Noben objekt ni, da je brez posledic, in to se moramo zavedati. In moramo iskati optimum, kateri objekti najbolj rabimo in ki imajo najmanj vpliva na okolje, in tiste zgraditi. In HSE imamo načrte, kako to se pravi. Na eni strani, ja, sonce, vlagamo tudi sonce, ker tudi potrebujemo. Na vetru tudi delamo, ker verjamemo, da so lokacije v Sloveniji, kjer je možno vrstiti brez večje škode za okolje, tudi vetrne elektrarne, in veter je v svoji meri tudi komplementaren soncu, ker največ vetra je pozimi, največ vetrne energije se proizvede v zimskih mesecih, sonce pa proizvaja poletnih. Ampak da ne bo narobe razmišljanja, tudi sonce proizvaja tudi pozimi. Je to manj, ampak govorimo o redne velikosti tretjino ali pa 40% tega, kar proizvede poleti, proizvede po zimi, tako da ni, da smo prav brez proizvodnje po zimi. Potem so tukaj hidro. Mi imamo plante 3 elektrarne na Srednji Savi, kjer lahko dobimo dodatnih 400 gigavatnih ur. To je tudi stvar, kjer mislim, da moramo iti skozi, pa skupaj s solastniki smo hidroelektrarne na Spodnji Savi, kjer tudi za Mokrice moramo poriniti čim prej naprej. Potem, kot sem že omenil, Čepalna elektrarna, potem transformacija Šoštanja. Šoštanj, če pogledate, je pred leti delal tudi po 4 teravatne ure letno. Zdaj govorimo okrog 2,5 teravatne ure letno, ker je vedno manj ur tistih, ko lahko z plusom prodajamo na trgu. Šoštanj bo šel verjetno z leti vedno bolj v smeri, da bo kot neke vrste tisti kompenzator, ko bo takrat, ko je potreba dela na trgu in ko bo cenovne razmere prave. Se pravi, bomo čez nekaj let verjetno prišli stvar, ko bo delal v glavnem zimske mesece
in takrat zagotavljal oskrbo, dokler bo pač še v kondiciji. Ne? Ampak seveda to pomeni, čim delaš manj ur, je potem fiksni stroški so večji na megavatno uro in zopet bo treba to nekje, kakorkoli gledamo v Šoštanj po simulacijah, glede na trenutne tržne cene, govorimo okrog 2,5 milijarde minusa na 70 letih na tržne cene. Ampak sej tudi, če gradimo nove sončne, bomo rabili neke subvencije, tudi če gremo novo nuklearko, bomo rabili neke subvencije. Ne? Tako da plani so, treba iskati optimum, kako z najmanj stroškov za cel sistem, ne samo na tržne cene, ampak da cel sistem zagotoviti zanesljivo oskrbo. Se je pa treba zavedati, da neki bo pa tudi zravnave na urnih nivojih. Slovenija ima 4000 megavatov kapacitet čezmejnih, konična poraba je okrog 2000, tako da ni treba, da izravnavamo vsako uro točno v Sloveniji, nekaj bo tudi izravnave, ker ko piha na severu veter, imajo oni viške, pa lahko kaj pripeljemo dol, pa ko imamo mi sonce, lahko nekaj peljemo v Nemčijo, ker mogoče takrat oni nimajo sonca. Ne? Tako da tudi tukaj trg evropski je treba izkoristiti in kombinacija novih virov, trga, prilagoditev odjemalcev, tudi aktivni odjemalci lahko prinesejo. Kje pa piše, da mora biti toplotne črpalke, da se vklaplja, kadar se jim zaželi doma, pa da se električni avtomobili polnijo, kadar se kdo zaželi in si vtakne vtičnico. Ne? Ampak to z kontrolo tega, z postajanjem pametnih naprav, pametnim polnjenjem avtomobilov, lahko tudi precej pripomoremo k temu, da omrežje, bi rekel, prerazporedi svojo porabo bolj virom proizvodnim. Ravno to sem prebral. Umetna inteligenca, ne, zdaj se veliko o tem seveda govori, da roko na srce gre za nek sistem podatkov, ki jih pa zdaj ta nova tehnologija lažje sicer obdelava, bi lahko prihranili do 25% v gospodinjstvih, naprimer tudi v tovarnah, kar ste zdaj tudi vi omenili. Kje so torej tiste rešitve, kjer bi pa lahko tudi posameznik v prihodnosti vendarle prispeval k temu, da bi bil ta trg lažji, boljši, cenejši, konec koncev. Saj to je res, toplotna črpalka ni treba, da deluje, morda se lahko izklopi televizija čist, iz elektrike in tako naprej. Kaj torej so tisti procesi? Televizijo teže. Srednje novele sklopi televizijo. Ampak ko nas ni, naprimer, ko nas ni, kaj so pa te modeli, ki pa dejansko kažejo v prihodnosti, da bi pa lahko tudi prihranili? Ne vem, nekje sem prebral, da je veliko se da prihraniti, če bi tovarne gradili na istem območju, ker bi, torej kaj? Ja, tukaj sta dva vidika. En vidik je ta umetna inteligenca, ki za svoje delovanje tudi potrebuje ogromno energije. In tu zdaj potem gleda, da uporaba umetne inteligence nič ne stane, zmanjšamo pa energijo v gospodinjstvu, je zelo lahko zadeva, ki ne pije vode. Je pa res, da lahko seveda v gospodinjstvih naredimo, kar seveda že obstajajo, pametne sisteme, pametno hišo, pametne porabnike, kar pa ne nazadnje zopet stane samega uporabnika, gospodinjstvo, da si ustrezno namesti vso to opremo. To je mogoče primerno predvsem za novogradnje, da se to ustrezno tako gradijo. Prihranki so zavidljivi, ja, se lahko pozna, je pa dejstvo, da res ti porabniki v gospodinjstvu porabijo bistveno manj energije, kot pa res neka industrija ali pa drugi sektorji, tako da pač moramo gledati z tega vidika, na te stroške. Je pa vsaki strošek, ki ga plačujemo v gospodinjstvu, seveda vedno prevelik, vse bi moralo biti zastojno, ampak žal temu tako ne gre. Mogoče ta vidik, cena električne energije v primerjavi z drugimi položnicami, ki jih doma plačujemo, od telefonov, televizij in podobno, je relativno nizka, glede na to, kaj nam vse električna energija v gospodinjstvu omogoča. Točno tu se zelo strinjam z vami. In to je ta problem, ko smo govorili, da je električna energija dobrina, ki jo pač trenutno jemljemo kot dobrino, ne pa kot tržno blago. No, vsi pravijo, da elektrika nikoli več ne bo tako poceni, kot je bila. Ampak je še vedno zelo poceni. Če imate 2 otroka, najstnika pa ženo, pa plačujete položnice za njihove mobitele, pol vidite, kako poceni je električna energija. Jaz sem bil v komisiji za en doktorat v Nemčiji. Tam nekako so se odločili, da bojo eno vas animirali za vse sorte poskusov racionalizacije energije, to, tisto, tretje. In to so bili Nemci, saj veste, ordnung und disciplin, takle.
No, in s tiste čire čare so pol naredili 6 doktoratov. Ne? In pri zadnjem sem jaz bil. Ne? Zadeva je, človek je obdelal res tisto matematično vse živo, ne? Ampak rezultat je bil naslednji. Brez veze. Namreč, elektrika je tako poceni, da se nišče en cajt tja, pol po par mesecih se pa nišče več s tem ne ubada. Ti se bo zdaj zafrkaval z nečim tamle 1 leto, da boš pol prešparal, pol pa greš svojo soprogo mimo izložbe z oblačili, ne? In splošno znano je, da ženske še imajo za zimo relativno dosti za obleči, za poletje tudi, ampak prehodno obdobje. To pa ni ženske, ki bi imela zadosti oblek za prehodno obdobje, ne? In samo enkrat jo mimo izložbe In je položnica za elektriko oblekami plačana. za prehodno obdobje, pa konc, ne. Enostavno se je izkazalo, da je elektrika še vedno tako poceni, da večina ljudi ne bo reagirala. Nekateri bodo iz zavesti, pa pač jih ta veseli, ali so pa zelo veliki porabniki, pa se jim to splača, ki imajo 2 električna avta, pa ne vem, toplotne črpalke, pa to pa res nekaj prinese, ne? Ampak večina ljudi, po moje, ne bo trznila, ne. Ampak Tem pri je gospodarstvu problem. pa ja, ne. Če bomo rekel tako, ja, elektrika je res poceni napram mobilni telefoniji in ostalim stvarem. Je pa tudi tako, da je bila v preteklosti pač poceni, je treba postopen prehod, tudi zato je vlada vgledala to regulacijo. Lani in letos, lani smo recimo samo oba energetska stebra 300 milijonov evrov dali za to regulacijo, plus država še svoj delež za tisti odjemalce, ki niso v okviru energetskih stebrov. Za letos bo to približno polovični znesek, za naprej upam, da ne bo treba regulacije, ampak tudi če bo cene električne energije same po sebi na teh nivojih ali celo nižjih, bo, tako kot smo rekli prej, ta delež prispevek za omrežnino, za obnovljive vire, za nuklearko, konec koncev kasneje, To bo vedno več. poraslo, bo vedno več. Tako da jaz mislim, da tukaj je, bo prostor za te pametne sisteme, pametne hiše, pametno upravljanje v industriji, v hišah, seveda ne ročno, ne tako, da bo čak šel gledal, ali lahko zdaj vklopim ali ne. To mora biti avtomatizacija in to so zdaj tehnologije take, da to ne govorimo o nekih velikih stroških, in je treba montirati v domove in tiste ključne porabnike, ne zdaj televizija noben ne bo izklapljal, televizija je relativno majhen porabnik, ampak govorimo o toplotne črpalke, govorimo o bojlerje, mogoče če imajo nekje za vodo, tam, ki so tudi časovne konstante, ki lahko nekaj narediš prej, ni treba tisti trenutek, polnjenje električnih avtomobilov, pa ostale podobne stvari. Tam je pa možno, da z elektronsko napravo, tako da ljudje skoraj ne čutijo tega na komoditeti, se da uravnavati porabo iz enega trenutka v drugi in s tem pomagati sistemu. Ja, to je pogoj, ne? Da ljudem ne bo treba vklopiti niti ene sive celice v možganih več, ker to nočemo. Ne? Ja. Ampak tu je ravno ta problem, če se spomnimo zgodovinsko. Ne? Naši starši so prali perilo ob sobotah, nedeljah, ob večerih, ne? Ko so bile visoke, nizke tarife. Ne? Zdaj, te razlike med visoko in nizko tarifo skoraj da ni. Se v bistvu dan danes, če ti perješ v soboto, nedeljo ali pa želiš privarčevati, boš privarčeval na položnici do 2 evra, 3 evre. Torej, mogoče za eno pivo, niti ne za veliko pivo, ne? Ampak ni občutne razlike. Predvsem zato, ker imamo na položnici 2/3 takšnih stroškov, ki so pač od davka, od prispevkov in je ta delež same porabe električne energije, ki se oblikuje cena pač na trgu, pa potem do samih dobaviteljev, ki prodajajo to električno energijo gospodinjskim odjemalcem, skoraj da zanemarljiv, oziroma ta odstotek je bistveno majhen. Ne? Ampak ne pozabi, da je s 1. julijem gre nov omrežninski sistem, kjer bo to spremenil razliko, predvsem bo bolj obremenil priključno moč, oziroma moč, ki jo jemlješ v vsakem trenutku, tako da bo tukaj treba paziti in sistemi bojo prišli, bi rekel, uravnavanja zelo prav, ker drugače bo precej dražje. In na drugi strani na trgu, ja, lahko zdaj sistem, ker tako, ko ponujajo, bi rekel, odjemalcem energijo, ampak tega ne odraža, ampak dejansko na trgu, če gledate neke ure, se lahko minus 500 evrov, se pravi, moraš plačati, da ti nekdo vzame električno energijo, ki jo daš na trg, po drugi strani pa se druge ure moraš plačati 500 ali pa več evrov, da jemlješ iz omrežja. In tukaj je razlika in lahko okrog denarja. Tudi recimo samooskrbne elektrarne, zaenkrat se jih ne sklaplja. Mi izklapljamo recimo sončne elektrarne prapratno in te velike, ki imamo, ko pride negativna cena na trgu, mi izklopimo sončno elektrarno. Ampak te elektrarne na strehah se ne izklapljajo. Tudi tukaj bo treba izklapljati. Zakaj bi proizvajal sončnimi elektrarnami takrat, ko je cena na trgu negativna, ko moraš potem plačati, da jo daš na trg, ne? In tukaj so
lahko precej prihrankov. Pri nas je ravno ta problem, da mi najprej skočimo v bazen, pa pol pogledamo, če je not voda. Ne? Torej, najprej se gremo neke spremembe, pol pa ugotavljamo, ne, kako se bo to na gospodinjskih odjemalcih recimo poznalo. Enak primer je recimo z zapiranjem premogovnika oziroma prestrukturiranje regije. Ne? Mi še danes, zdaj se tukaj pogovarjamo, pa tudi ostali kolegi, nimamo rešitve, ampak mi smo se odločili, da bomo to zaprli. Ne? Kako nimamo rešitve? Česa? Nadomestnega vira. Ne? Če govorimo za ogrevanje, mi imamo v Šaleški dolini z komunalnim podjetjem teče že več kot leto projekt, kjer iščemo nadomestne vire. Govorimo, da bomo v zelo kratkem, imamo projekt plavajoče sončne elektrarne, 150 MW, ki bo proizvajal elektriko, del elektrike bo šel v lokalni skupnosti, s to elektriko se bo del porabljal za toplotne črpalke, ki bojo čez poletne mesece zagotavljali toploto, ne bo več odvisno od, da bo treba gnati blok 6, 550 MW, zato da bomo zagotavljali toploto v dolini poleti, tistih 10-20 MW toplote. V zimskih mesecih se planira zgraditi novo kotlo multifuel na lesno biomaso, kolikor bo lokalna skupnost obstaja možnost tudi, da se meša ustrezne odpadke zdraven iz doline, ne, da bomo iz Ljubljane, Šoštanj, ampak tam, kar je lokalno, s tem si lahko znižajo stroške, tako kot imajo v Celju, recimo si znižajo stroške odlaganja odpadkov, na drugi strani znižajo stroške ogrevanja, ampak to, če bo če ne bo pač na biomaso. In to je že sistem. Nimamo še rešitev. Ja, to je res. To omogoča. Zdaj pa, če bo lokalna skupnost rekla, ja, bo imela tak strošek ogrevanja, če bo rekla, ne bo imela, pa malo višji. Sončna elektrarna na jezeru, če bodo rekli, ja, pol bo, če ne, pa ne. Ja, to je pa posod. Ja. Tu nuklearka, če bo rekli, In zdaj smo naredili ta krog, in smo prišli v bistvu na začetek naše debate. Vi ste strokovnjaki in načeloma se še strokovnjaki včasih ne strinjajo, ampak pri izgradnji jedrske elektrarne smo se strinjali pri teh obnovljivih virih, da jih potrebujemo mešati tudi, imamo pa problem, kako to predstaviti ljudem. Ne? In mislim, da je tudi ta pogovor pomagal, ampak mislim, da nas čaka težka naloga. No? Država, tudi fakultete, vse, ne samo vaša, tudi HSE, tukaj imate ogromno nalogo, zato še ta zadnji krog, kaj moramo pa kot družba, kot politika, kot vi ste pač deležniki, strokovnjaki narediti, da bodo še vendarle razumeli, da če bo elektrika poceni, moramo to imeti, če hočemo zapreti rudnik, da je potrebno ta rešitev in tudi sprejeti, ne vem, da kurimo odpadke. Torej ta zadnji krog je pa res ta, kaj torej narediti, da začnemo ljudi prepričevati, da so to dobre rešitve, a ne, da to ni zdaj samo zato, da bo nekdo zaslužil. Ja, najprej vsekakor ustrezno informiranje in ozaveščanje, ne? Predvsem laično populacijo, da bodo razumeli, kaj je to elektrika v vtičnici, ne? Kaj je to polnjenje telefona. Ker vsi, tudi določene nevladne organizacije, ki se upirajo določenim gradnjam, bi želeli vso to ugodje uporabljati, za to ugodje pa je žal treba v nekem delu ne žrtvovati površine, ampak ustrezno prilagoditi. Še vedno, če gradimo hidroelektrarne, so narejene ribje steze in podobno in s tem se ne uničuje narave. Tudi če se gradijo sončne elektrarne na degradirana področja, če se sončne elektrarne gradijo na strehe, s tem dejansko ne uničujemo narave. Ne? S tem samo dopolnjujemo našo ugodje uporabe energentov. Ne? Jedrska elektrarna je poseben specifični primer, ker je zgrajena na tako mali površini in toliko energije pridobi, da je skoraj da dejansko res nemogoče nadomestiti trenutno s kakšnim drugim virom. In to so vse stvari, ki jih je treba ustrezno naslavljati, informirati ljudi, tudi seveda sosežig odpadkov, ko je bila problematika v Tešu, biti z ustrezno komunikacijo z deležniki, morali predstaviti, ne nazadnje, če to lahko imamo na Dunaju, v sredi mesta, ne? Potem jaz ne vidim razlogov, pa ne vidim razlogov, da zakaj ne bi mogli imeti tega tudi pri nas v Sloveniji. Ne? Ampak vedno je tak pol, ne? Ja, super, imejmo vse, samo ne na mojem dvorišču. Ne? Mislim, da je glavna stvar to, kar je bilo pri začetku spomnjeno, realna komunikacija. Problem je, da je bilo v preteklosti kup zavajanja in še vedno se dogaja. Problem je, da že strokovnjaki tudi dostikrat zavajajo, vsak za svoje področje. Eden strokovnjak za veter bo ponapihoval, kako je veter zelo dober, drugi za jedrsko bo govoril, kako je jedrska zelo poceni, zastojn, nima odpadkov, ne vem kaj. Ampak jasno je treba jasno sliko povedati ljudem, jasno je treba povedati pluse, minuse, slabosti in potem se ustvariti sliko, da rabimo en miks.
ker potem bo ljudje razumeli, da rabimo vse tehnologije, da spravimo skozi, da ne moramo bazirati samo na hidro, samo na soncu, samo na jedrski ali karkoli. Ker če je tako kot zdaj, da vsak strokovnjak zagovarja nekaj, nekdo to prime teorijo in potem prideš za hidro, ne, se ne rabimo, sej boste zgradili nuklearko in ne rabite tega in mene boste prepričali, tiste 2 kobilci ne dam za hidro, ne. Pa drugi pride, ne, jaz ne bom dal pogleda na tam, ker hočem videti travo, ne sončno, zaradi tega, ker lahko narediš veter, ne. Oni pa 2 bo rekli, ne, jaz pa ne bom dal, da mi boš plašal tam okrog srne, ne, ker lahko zgradiš nuklearko. In treba je dati jasno vedeti, da rabimo miks in da rabimo toliko od vsakega vira in potem skupaj iti prepričati ljudi, da dajo soglasje za umestitev. Samo to bi dopolnil. Ne? Spomnimo se letošnje ujme in dejansko vseh teh padavin. Ne? Če ne bi imeli spodnje Save, bi tam bile grozovite poplave. Ne? In to so dejansko vsi sistemi vodne hidroelektrarne, ki so omogočale, da ni prišlo do nekih drastičnih poplav na tem področju, ki so pa v preteklosti pred 10 leti, 20 leti bile velike. Ne? Jaz mislim, da ne bo enostavno. Namreč ljudje imajo informacijski overflow. Na ljudi pada toliko informacij, da enostavno več niti se jim ne da razbirati zrnja iz plev. Razen tega ne verjamejo politiki več nič. Politika je pa v bistvu edina institucija ali pa kakorkoli vzameš, ki je sposobna take stvari spraviti skozi. Ampak če vprašate normalnega človeka, koliko verjame politikov, vam bo rekel, da je definicija ali politik laže, sam to, a ga gledaš v ustnice in če migajo, je to. Ne? Se pravi, tu je drug problem. Tretji problem bi se pa navezal na kolega, naše mame pa očetje so šparali, tarifa 1, tarifa 2. Pa ne vem, če je bilo to glih sam zaradi denarja. Ti ljudje so elektriko spoštovali, ker so vedeli, kakšno je življenje brez elektrike. Na roke prat pa take stvari. Rasli so v tem. Pri nas je elektrika sama po sebi umevna in še tisto, ker je že ponarodelo, ne, pa večina ljudi ne ve, odkot izhaja, to je bila en velik protest je bil v Nemčiji, pred 10 leti že proti nuklearkam, proti vsemu, ne, in pol so eno vprašali, ja pa kaj, odkot pa elektrika? Ja, sej ne rabimo elektran, sej elektrika je v vtičnici. To ni izmišljotina. Dejansko ljudje dalje elektrika je v vtičnici in to je to. Ne? In zdaj ljudi po moje se ne bo dalo kaj dosti prepričati, če se jim ne pokaže, kako so oni odvisni od oskrbe z električno energijo. In kaj vse se lahko zgodi, če tega ne bo. Ne? In tole navijaštvo, ne, vsak, da za svoje navija, to pa je problem, ne? Ker področje je tako široko, da si vsak lahko nekaj najde, pa tisto lepo prikaže v mavričnih barvah. Ne vem, kako bi. Mi se tudi trudimo desetletja privabiti ljudi na elektrofaks, pa nam zmanjkuje idej, ne? To je problem, ker potem ne da ne zaupajo politikom, ne zaupajo niti več strokovnjakom. Ja, pa ne bi glih rekel, da so samo politiki krivi, ne? Tudi strokovnjaki imajo maslo na glavo. Strokovnjaki glavnem. In zato se mi zdi odlično, da ste sedeli tukaj, čeprav morda z drugačnimi pogledi, pa vendarle na koncu strokovnjaki, ki ste vse obrazložili in se mi zdi, da tukaj je treba začeti, da boste strokovnjaki si vzeli več časa, vem, da ga nimate, da boste več skupaj sedeli, pa bo potem morda vsaj nekoliko lažje prepričati politike, oni pa naj potem opravijo nalogo naprej. Hvala lepa vam vsem trem, da ste si vzeli čas v vašem napornem urniku. Ne zadnjič verjetno, da bomo sedeli ali pa da boste sedeli kjerkoli, čakajo nas velike stvari in dobro delajte, da nas boste podučili, kaj vse moramo storiti, da bomo elektriko imeli kot dobrino še naprej. Hvala. Ja, hvala za povabilo. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami in ja, energetika je nekaj, o čemer se bo treba še veliko podučiti, predvsem pa poslušati tiste, ki o tem veliko vedo in jim zaupati. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.